rej, je vzkliknil starogrški mislec Heraklit. Vse teče, vse se spreminja. Življenje je kot reka. Včasih je mirno, spokojno, včasih igrivo, včasih nevarno deroče. In človek je neločljivi del te reke življenja. A kot so v vodnem toku obdobja miru in nemira, so tudi v življenju obdobja ravnovesja, pa tudi obdobja soočanja z nepričakovanimi izzivi. Bolezen je zagotovo eden takšnih. Pogosto nas dobi nepripravljene, morda v vrhuncu igrivosti življenja. Najprej sem opazila, da se mi je tresla leva roka in sicer recimo v mirovanju, ko sem tako bila pri miru kot zdaj, se mi je roka tresla. Če sem držala telefon v roki, se mi je tresel ali pa kak papir ali karkoli, ne? Kar ni normalno pri mojih letih, takrat sem bila stara 45 let. Bil je najprej šok. Prepozno izveš za bolezen. Ko izveš za diagnozo, si rečeš, pa kaj, pa saj so vse diagnoze takšne. Vsi so kronični bolniki. Pa naj gre to za kardiovaskularne zadeve ali naj gre za sladkorne bolnike, karkoli. To je ena takšna bolezen. In jo tako jemlješ, dokler ne pokaže tistih svojih skritih pasti. Nevrološke bolezni so v porastu. Vzrok temu je pravzaprav večkraten in sicer najprej zanesljivo to, da so mnoge nevrološke bolezni vezane za starejšo dobo, za tretje obdobje življenja, zlasti tiste tako imenovane progresivne, napredujoče. Potem naslednji vzrok je zanesljivo tudi naš spremenjen slog življenja. Mi vemo, da tako možganska kap, kakor tudi demenca sta močno vezani na to, koliko se gibljemo ali ne, koliko spimo ali ne, koliko živimo v stresu ali ne, koliko pojemo nevarnih maščob ali ne. In to življenje se nam je seveda v 21. stoletju temeljito spremenilo. Mnoge nevrološke bolezni so lahko kar težek izziv. Huntingtonova bolezen, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen. Gre za postopno odpovedovanje običajnega delovanja nevronov, ki odvisno od tipa bolezni, posledično prinaša veliko izzivov in omejitev, kot so težave pri gibanju, prehranjevanju, presnavljanju, govoru, razmišljanju, sporazumevanju. Vse to lahko posledično pripelje do depresije, izgube volje do življenja, pobega v osamo in izoliranost. Moram reči, da so seveda nevrološke bolezni ene izmed najtežjih, ne nazadnje zaradi tega, ker te večinoma oropajo tistega, kar je tako zelo pomemben sestavni del tvojega jaza, tvoje osebnosti. To je, da se lahko gibam, da se lahko izražam, da lahko govorim, da lahko se spominjam svojega življenja, da lahko razmišljam, da lahko kot enakopraven človek sodelujem v družbi, ki sem jo leta ali desetletja gradil in mi zdaj ni vseeno, kakšna je. Tako da nevrološke bolezni ljudje težko doživljajo, verjetno dostikrat dosti težje kot pa nekatere druge bolezni. Marsikomu se diagnoza najprej zdi kot velikanska napaka. Ko pa se zaveda, gre za res, takrat se lahko podre svet in izbruhne jeza. Po šoku pridejo pa spraševanja, zakaj se to nam zgodi? Zakaj dobimo redko bolezen, ki je tako redka, skoraj kot zadetek na loteriji? Marsikaj človek sprašuje takrat, istočasno pa upa, da se bo našlo neko zdravilo, da bo neko izboljšanje, ker
Sama bolezen po prognozah naj bi trajala 20 let. V tem času sem računal, bojo pa ja imeli kakšno možnost najti zdravila. Ampak v glavnem niso, ne. Spoznanje, da smo zboleli za težko oziroma smrtonosno boleznijo, pomeni izgubo. In človek na tako izgubo se odzove tako, kot bi izgubil ljubljeno osebo ali pa bi izgubil eno pomembno stvar, mi rečemo psihologi, objekt v življenju. In gre skozi vse faze žalovanja, od zanikanja do jeze, do teh neskončnih analiz, zakaj ravno mene in tako naprej. Najprej je bil to seveda šok, potem pa počasi začneš še raziskovati, kaj to pomeni. Nekaj mesecev si sam s tem, kasneje pa začneš živeti s tem, tako kot je. Pa sem vedel, da imam bolezen. Jaz sem se tudi sam sebi zdaj, sem bil precej fizično močen in sem rabil 3 leta, da sem se to s tem, da sem sprejel, ne. Pa, ko enkrat sprejmeš, postaneš miren, ne. Postaneš miren, pa greš pošteno naprej. Jaz sem hotel vedeti, a je kakšen nastavki, ali so. Če jaz to ne bi vedel, jaz vem, da bi se skozi nekaj razbojil, ne. Jaz nisem taka, ko imam nek problem zdravstveni ali karkoli, da se umakneš, da si misliš, saj ni nič, ne. Treba raziskati, jaz pravim, nekdo reče, se bojim, pa ne upam iti k zdravniku. Kako od tega se pa ne bojiš, kaj se bo zgodilo, če ne boš reagiral, ne? Mogoče je za poudariti, da dajmo biti pošteni sami do sebe, pa do teh, ki jih imamo radi, ki so okrog nas, pa zaradi njih poiščemo pomoč, če začutimo, da je nekaj ni v redu, ne. Jaz sem to šolo vzel, ne. Sprejeti bolezen je zelo pomembno in poiskati informacije in podporo in s tem si olajša življenje in imaš lahko še dolgo let kar kvalitetno in dobro življenje. Zato bi še enkrat poudarila, zgodnja diagnoza je zelo, zelo pomembna in koristna za vsakega, tako bolnika kot za družino. Nekega dne se preprosto lahko zgodi. Soočeni smo z boleznijo. Hoteli ali ne, sprejeti je treba, da je bolezen tukaj in med nami. Kaj sedaj? Kaj lahko napravimo svojci, ki smo, zaradi spleta okoliščin, na takšen ali drugačen način povezani z obolelimi? Večina bi rekla, da lahko naredimo zelo malo, ker nismo strokovno usposobljeni, ker ni primernih zdravil. A to zagotovo ne drži. Biti ob bolniku, mu nuditi pomoč, toplino, razumevanje, mu pomagati pri ohranjanju ali oživljanju gibalnih sposobnosti, mu pomagati preprečevati izoliranost, osamo. To zagotovo ni malo. A kljub temu, kako in kam z bolnikom? Marsikdo vidi rešitev v domovih za starejše. Dom nikakor ne more biti odgovor na potrebe čedalje številčnejše populacije. Ne govorim samo o starih, govorim tudi o starejših, v bistvu, ki imajo nevrološke težave, nažalost včasih tudi o mlajših, ki zagotovo ne sodijo v domove. Smo pa pravzaprav, nažalost, rešitev za svojce, ki enostavno pravzaprav ti ljudje več ne morejo imeti oziroma oskrbovati. Če se recimo omejim na demenco, ki je v bistvu najbolj, bi rekel, nam domača oblika bolezni, ki jo imajo starostniki, je pravzaprav varovani oddelek, se pravi oddelek, ki dejansko je zaprt, v katerih bivajo ljudje, ki imajo demenco. To je pravzaprav oblika, ki enostavno ni ustrezna, druge pa tako in tako nimamo. Zdaj naš pravzaprav način razmišljanja je, da ne samo, da bi rabili pravzaprav nespecializirane oblike, manjše oblike, v bistvu, oziroma rekel manjše enote za te ljudi, temveč predvsem, da je treba v bistvu te ljudi dati nekje na
ponovno na seznam ljudi, ki živijo v skupnosti. V skupnosti nimamo nekega suporta na tem področju in zato pač ti ljudje vedno končajo v institucijah. Lahko bi pa veliko naredili s tem, da bi tem ljudem ponudili pravzaprav nek suport na terenu. To je seveda nekaj, kar si ljudi težko predstavljajo, zdaj bo pa, ne vem, naša mama kitava in tako naprej pa ostala doma. Ja, če pač ta ista mama v bistvu ima neko podporo v času, ko svojca ni. Zdaj, ena izmed oblik so te naše hiše dobre volje, ki jih zelo zdaj razvijamo in imamo trenutno 3, v kratkem bomo imeli še 2, to jih je 5. To so te hiše dobre volje, ki jih imamo, ki so dnevno varstvo za starejše, torej niso pogojene z zdravstvenim stanjem. Torej lahko pridejo k nam popolnoma samostojni in zdravi ljudje, ki ne potrebujejo dejansko nobene dodatne pomoči. Kar se meni osebno zdi tudi zelo pomembno, imamo pa zraven tudi osebe z težjimi, recimo zdravstvenimi težavami, tako fizičnimi kot recimo demenco in druge nevrološke bolezni, ki potem se zgodi taka neka simbioza med temi ljudmi, tisti, ki so res v redu, zdravi, pridobivajo na tej solidarnosti, empatiji, ko vidijo recimo ljudi okoli sebe, ki niso v tako dobrem stanju kot oni. Pa najpomembnejše je pa ta občutek sprejetosti. Zelo pomembna se mi zdi ta inkluzija, integracija oziroma vključenost oseb z demenco, ki imajo kakršnekoli nevrološke motnje, da so vključeni v naše vsakdanje življenje. Zato tudi svojcem polagam na srce, ne bojte se peljati svojih ljudi v javno življenje, v trgovine. Demenca mora biti del naše družbe, tako vsakodnevno, po trgovinah, povsod, ker to jih potem njih tudi zdravstveno jih pusti, da ne napredujejo v slabo, ampak recimo vsaj stagnirajo v tisti neki fazi, da se upočasni napredek bolezni in se lahko še dolgo časa naši tam, preden grejo na posteljo, nepokretnost in tako naprej. So prisotni, nas poslušajo, se z nami pogovarjajo, čeprav v svojem jeziku, ampak njihovi možgani pa še zmeri delajo, kolikor so sposobni delati in s tem tudi ohranjajo pač neko aktivnost, že s pozornostjo. Ja, meni se zdi pomembno, da res izhajamo individualno, da pri vsakem posamezniku vidimo, kako lahko z njim delamo, kako ga je najbolj smiselno vključiti, ker se mi zdi, da so to take bolezni, ki potrebujejo res ta individualen pristop. Spoznavamo vsakega posameznika, kaj ga veseli, kaj je počel, kaj ga zanima, kaj ga moti, v bistvu, kaj ga razjezi, da vemo, do kje lahko gremo in kaj lahko dela. Ko ugotovimo, kaj ga veseli, kaj je delal, se spodbuja to področje. V bistvu za vsakega stanovalca nasploh, tudi za tiste, ki niso na varovani enoti, izdelamo individualni načrt. Za stanovalce, ki pa bivajo na varovani enoti, je pa ta načrt nekoliko bolj poglobljen. Na varovani enoti smo animatorji zelo pomembni. Jaz mislim, da jih tudi primanjkuje. Velikokrat dobimo pomoč teh javnih del, da pristopijo in nam pomagajo, zato ker če hočeš ti skupinsko delati, en sam ne more speljati določene animacije in rabimo več ljudi. Bolezen pomeni spremembo. Pogosto veliko spremembo. Težko se je soočiti z njo, še posebej, ko gre za omejitve, ki jih bolezen prinese s seboj. A spremembe so sestavni del življenja, le da jih, morda zasanjani v navidezno varnost vsakdana, niti ne opazimo. Včasih se zdi, kot da bi okameneli v sebi, medtem ko reka življenja teče dalje, mimo nas. Vsaka sprememba naznanja nove izzive. Ko je tu bolezen, pa so ti izzivi še toliko bolj zahtevni. Za takšne spremembe si običajno želimo, da se ne bi zgodile, ker vzbujajo negotovost in strah. Vendar pa smisel življenja ni v izogibanju spremembam, temveč v sodelovanju z njimi in v osebni rasti.
Določeni izzivi se morda res zdijo kot nazadovanje ali celo osebni poraz. Ko pa jih uspemo pogledati z večje časovne razdalje, lahko ugotovimo, da so morda v nas spodbudili neke dobre lastnosti, ki bi sicer ostale skrite v sivini običajnega vsakdana. Moram reči, da ne veš o bolezni. Kje boš vedel, ne? Se moraš z njo seznaniti, jo sprejeti in videti, kaj sploh to pomeni. Poznanje neke diagnoze, katerekoli bolezni, ali je to parkinsonizem, ali je rakasto obolenje, ali karkoli, je neka prelomnica človeka v življenju. In takrat se človek vpraša, običajno, zakaj jaz, čemu je to botrovalo. Ampak to so nesmiselna vprašanja, po mojem mnenju. Potrebno se je vprašati, kako naprej, na kak način, kako prilagoditi življenje, opredeliti druge cilje. Z leti sprejeti in dojeti je pravzaprav lahko ena velika uteha. Kajti slej ko prej, a veste, bo prišlo nekaj, kar bo neugodno. Morda to ne bo nevrološka torej bolezen, morda bo to nekaj drugega, ampak način, kako se bom spoprijel z to boleznijo. Način, da se bom nekako izkopal iz tiste začetne depresije, pa našel v novem pogoju svojega bivanja, morda na vozičku, morda z pozabljivostjo, morda brez roke ali noge ali kaj takega, da bom resetiral svoje življenje. To je mogoče. Predpogoj temu pa je, da pravzaprav se ne prepustiš deročemu toku depresije, pa enega brezupa, ki skoraj da vedno pride v tistih prvih trenutkih, ko te nekdo sooči z dejstvom, da ti možgani zaradi tega in tega odpovedujejo in za možgani tudi telo ali misel. Poglejte, tako kot je blagoslov, če smo zdravi, in je prekletstvo to, da zvemo, da smo na smrt bolni, tako lahko v tem blagoslovu tega občutka, da je naše življenje še dolgo in da nas čaka še veliko stvari, lahko zapademo v samoumevnost tega dejstva. In poznam ogromno ljudi, ki so telesno zdravi, ampak navznoter ugasnjeni, ker čisto preprosto ne cenijo tega samoumevnega dejstva, da so zdravi, da lahko počnejo v navednicah, kar želijo, da se lahko gibajo, kakor hočejo, jejo, kar hočejo, se ukvarjajo s katerimkoli športom, brez nekega strahu, da se jim utegne ob tem nekaj hudega pa nepovratnega zgodi. In seveda ta samoumevnost je dostikrat prazna v sebi in tudi boleča. Po drugi strani pa ti ta občutek končnosti in to soočenje z dejstvom, da si tukaj in zdaj morda zgolj še nekaj časa, pri veliko ljudeh pomeni, skoraj bi, če mi dovolite uporabiti to besedo, jih razsvetli z radostjo in veseljem tega trenutka. Z radostjo, da sem zdaj tukaj. Seveda ta radost nosi hkrati tudi otožnost, ker vemo, da je to minljivo. Ampak ta minljivost ravno, tako bi rekel, zaokroži to bistvo sreče in zadovoljstva, da smo zdaj s svojimi najbližjimi, da zdaj gledamo en lep dan, da smo zdaj v enem lepem in prijaznem okolju. Tako da tukaj se prepletata bolečina in radost v enem neločljivem čustvu. Ja imam neko srečo s temi prijatelji mojimi, ker vsi pravijo, vse smo vsi malo dementni, čeprav oni niso tako. Ampak vse za hec vzamejo. In tudi, ker gremo mi jadrat, hodimo vsak let, pa pazijo, če gremo pol v mest, recimo smo bili tam v Španiji, pa smo šli v en mest, grejo 4 vzad, 3 vzad, zmerno so me vsred imeli, nikoli niso tam pustili me nek. Jaz sem tudi skozi padla so, hočem reči, nobenih problemov več nisem imel. In bi bilo pa verjetno hudo, če jaz to ne bi vedel, ali pa da bi mislil, da jaz nimam demente, bi se skozi verjetno razburil ali pa neka tesnoba. Tako sem pa pred vsako stvarjo, kamorkoli je bilo, sem zmeraj razmislil, kako bom to speljal, že naprej. No in to mi je ogromen pomen, da sem
tako zgodaj šel, ne. Šel sem pa res zaradi očeta, ki sem rekel, če je on tako imel, kaj če imam jaz, ne. Ko sem začela s temi znaki bolezenskimi, ko so se mi začeli, so se tudi tako, da sem imela težave pri hoji. Ampak jaz nisem odnehala hoditi v planine. Hvala Bogu, sem imela tako družbo v planinah in planinsko društvo, ki so me spodbujali. Naj pridem, so mi pomagali, če je treba, tudi sem držala koga pod roko, ko je bilo treba. Bolezen sama ti da tudi priložnost. Tako je dala nama priložnost. Meni je dala to, da sem se ukvarjati začela z zvočno terapijo, da sem se spoznala z temi aktivnostmi, kje lahko jaz pomagam, da to kvaliteto življenja podaljšujeva in si lahko privoščiva v življenju tisto, kar naju veseli. Ampak to je najbolj pomembno, da naprej še lahko delaš to, kar si želiš, ne? Da nekdo bi rekel, zdaj pa moraš biti doma, ker je nevarno, če hodiš v planine, ker se ti lahko zvrti, ker se spotakneš ali karkoli, ne? Ampak to se lahko vsakomur zgodi, ne nam, ne? Meni bi bila to velika omejitev, da sem že zdaj doma, ne? V določenem trenutku, ko se ti dejansko svet sesuje, ko ne vidiš, kaj bi, kako greš lahko naprej, in si rečeš, o ne, to pa ne. Bolezen ne bo obvladovala najinega življenja. Midva bova obvladovala bolezen tako, da bova lahko še naprej uživala življenje. To je bila tista prelomnica, s katero sem potem lahko začela gledati na bolezen drugače. Tisto, na kar bi rad opozoril, sta dve besedi, ki sta si izjemno podobni. Ena je sprijazniti se, ena je sprejeti. Če se mi sprijaznimo z boleznijo, pomeni, da smo opustili upanje, pomeni, da smo opustili željo, strast, potrebo po aktivnem življenju znotraj okvirov tiste bolezni. Sprejeti to bolezen pa pomeni jo vzeti kot eno okoliščino, ki vpliva sicer na to, kakšne so moje današnje izbire, kakšne so moje današnje odločitve. Ampak znotraj teh okoliščin si znam najti trenutek zase, si znam najti način, na katerega lahko živim, tako da mi je mogoče prijetno, da sem radosten, vesel in nenazadnje tudi zadovoljen. Torej, ne se sprijazniti z boleznjo, vendar jo sprejeti kot nekega sopotnika, kot neko okoliščino, ki postavlja zelo, zelo krute včasih okvire, znotraj katerih se mi zdaj lahko premikamo, ampak če se ne začnemo boriti s temi okviri, ki so včasih nepremagljivi, ne, ampak znotraj njih najdemo en modus vivendi, je potem lahko življenje v takih zelo zahtevnih situacijah še vedno lahko prijetno, znosno in mirno. Ko sem to izvedel za to bolezen, sem se tudi sam nekaj dni ukvarjal s tem, pa tudi nekaj tednov, kaj bom sedaj. In sem se odločil. Obleko in kravato je zamenjal casual oblačila. Dal sem poudarek na tistih rečeh, ki so me od mladosti nekako razveseljevala. To je fotografija še študentskih let, pisanje pesmi, ustvarjanje. Ponovno sem vzel v roke klarinet in večkrat zvečer za dušo in za ženo igral. Tako da sem se vedno oziral na to, kako naprej. Nekaj je v bistvu se zgodilo, ampak kako bom živel naprej. In s tem nisem imel nobenih težav. In vsak dan je bil zame nov dan. In tudi vnaprej je vsak dan treba posebej izkoristiti in ne delati načrtov, tako sem jih včasih delal, planiral poslovne cilje za pol leta, leto naprej. Zdaj živim za dan, za teden vnaprej in to se obrestuje. Ne glede na to, kako dramatično se zdi na prvi pogled, se z boleznijo življenje vendarle ne konča. Pomembno je, da se ne zapremo v svoj svet, svojo bolečino in prizadetost. Tudi bolezen je sestavni del življenja in dobro je vedeti, da nismo sami. Poleg strokovne pomoči, ki jo nudijo strokovne zdravstvene inštitucije, so tukaj tudi društva. Ja, glejte, društvo je staro že 30 let. Združujemo bolnike in njihove skrbnike ter jim pomagamo
lažje živeti. In sicer tako, da se družijo, da si izmenjujejo izkušnjo, predvsem pa, da jih mi izobražujemo, da vejo, kakšno bolezen imajo. Zelo važno pa je, da se te ljudje nekaj še delajo, kar zelo radi delajo. To jih mislim, da drži po koncu. Svojci se seveda lahko obrnejo tudi osebe z demenco v zgodnji fazi na spominčico, ki na svojih spletnih straneh, Facebooku, v pisarni, na telefonu nudi informacije. Odpiramo demenci prijazne točke v vseh lokalnih okoljih. No, največ klicev od svojcev, od družin moram povedati, da dobimo prav vprašanje, ali lahko pošljete nekoga k nam za 3 ure domov, da lahko ta čas gremo ali v zdravniku, ali v trgovino, ali na občino urejati svoje zadeve. In ti družabniki so osebe, ki pridejo domov, se s človekom z demenco pogovarjajo, sprehajajo, igrajo pametne igre. Danes o tem veliko več vemo. Osebi z demenco je treba zapolniti dan in tudi danes imamo veliko novih pristopov, kako to delati. Kaj je tisto, na kar se lahko nasloniš, ko te doleti srečanje s težko boleznijo? Je to strokovno zdravstveno osebje? So to sorodniki? Ljudje, ki doživljajo podobno usodo? Vsekakor, jasno, pogovor pri zdravniku, če ima dovolj časa. Če časa nima, lahko pride v naše društvo. Veliko je sorodnikov teh bolnikov, ki bi mu posredovali svoje izkušnje. Nekaj izkušenj imamo, kar se tiče pravnih zadev, obnašanja. Edino to je, če smo skupaj, smo veliko bolj močni. V društvu se pa zelo zavedamo, da je stanje obolelega zelo odvisno od tistega, ki z njim živi. To se pravi, mi jim sicer rečemo skrbnik, kar ni najbolj primerna beseda, ampak veste, na koncu, ko bolezen napreduje, je pa to skrbnik. Ampak če imaš ta pravega človeka zraven, to dosti lažje premagaš. V tem primeru je zelo pomembno, da si skrbnik ali bolnik pomagata sama, tako da poiščeta mir v tisti aktivnosti, ki pomirja njuno dušo. Za nekatere bo to joga, za nekatere bo to molitev, za nekatere bo to sprehod po gozdu, za nekatere bo to maraton. Skratka, moramo poiskati pomoč in se izogibati stresu. Tudi bolniku z težko nevrološko boleznijo lahko pomagamo in si lahko sam pomaga na različne načine. Se pravi, gibanje, intelektualna dejavnost z otroško radovednostjo, potem izogibanje stresu, potem mediteranska dieta. No in nekaj, kar nam je tudi znano šele v zadnjih letih jasno pokazala, je vpliv spanja. Izziv in pritisk bolezni marsikoga spodbudi k razmišljanju, zastavljanju vprašanj, prevetritvi lastnih prepričanj o življenju, o religiji, o znanosti. Ob večjih prelomnicah v življenju, kar bolezen gotovo je, si človek začne zastavljati razna vprašanja. Želi si globlje razumeti ozadje, zakaj se mu nekaj dogaja. Kakšna je ta širša slika, ker pogosto ga bolezen nekako omeji, stisne in želi razširiti to svoje dojemanje, da bi dojel morda smisel, namen, zakaj se to zgodi. Najprej iščeš nekoga, bi bil jezen. Potem pa začneš razmišljati, razen teh vprašanj, še o globjem vzroku, kaj je namen, kaj je smisel vsega tega. Zato, da nekdo dobi eno redko bolezen, mora biti nekaj v ozadju.
vprašanja se lahko nanašajo tudi na odnos do fizičnega telesa, na odnos do materialnega sveta, na to, ali obstaja nekaj, kar preživi fizično bivanje, kot ga poznamo v tej fizični realnosti. Na vsa ta vprašanja išče odgovore, morda s pogovori z drugimi ljudmi, ki imajo podobne izkušnje, morda v starodavnih naukih, ki so skozi zgodovino poskušala dati odgovore na ta vprašanja. Tudi sodobna znanost raziskuje odnos med zavestjo in telesom. Konkretnega dokaza, da je zavest neodvisna od telesa, zaenkrat še ni. Vendar pa številne izkušnje ljudi po vsem svetu pričajo o tem, da nekaj zagotovo je. Da zavest lahko prehaja v subtilnejše sfere bivanja in tam živimo naprej. Skozi iskanje odgovorov na ta vprašanja si nekako odpira pot v globlje dojemanje življenja, do katerega morda ne bi mogel dostopati, če si ne bi zastavljal teh vprašanj. Ja, majhne stvari delajo življenje veliko bolj bogato. Ko se življenje skrči, ko je življenje zoženo v nek ozek okvir, recimo v domove, v sobo, takrat šele vidimo, kaj smo cenili prej, pa kaj lahko cenimo zdaj in kaj se splača ceniti. V življenju pa mislimo, da je pomemben avto, hiša, pa še kaj. Ko odgrnemo zaveso ujetosti v lastne miselne svetove in morebitne prizadetosti zaradi bolezni, lahko zaslutimo neko povsem drugo realnost. In razkrije se, da pod navidezno nesmiselnostjo tega življenja leži svet mnogo globljega pomena in svet, ki je bogatejši, kot si sploh lahko predstavljamo. Včasih nas spoznanje prešine kot nekakšna notranja strela, včasih nežno potrka na srce. Če doživimo tako izkušnjo, nas pot pelje v globlja spoznanja o sebi, o svojcih, o življenju samemu. In takrat bolezni morda ne bomo več doživljali kot neskončnega sovražnika, temveč le kot naravni tok življenja, ki odpira vprašanja in nas obenem uči sodelovanja s tokom dogodkov. In v tem morda lahko spoznamo neko drugo, dosti bolj poglobljeno naravo sebe in sočloveka. Vsekakor veliko potrpljenja, ne? Pa ne obupati. Res je, da včasih bolezen zelo hitro napreduje, pa se težko soočiš s tem, ne? Ampak vedno upamo na nova zdravila, vsak dan se nekaj novega dogaja, pač poskušaš najti nekaj, kar ti bo pomagalo, ne? Jaz se sam sebi nekako ne zdim bolan, se ne gledam kot na nekega bolnika, imam bolezen, nisem pa bolnika, ne? Jaz hočem živeti tako, kot mi je, tako kot bi sicer, ne? Se tudi živim, ne? Ampak vse gre malo težje, ne? Vsekakor se mi zdi pa zelo pomembno, da človek, ko se sooča z boleznijo, da ne pobegne v ideologije, v razne nauke, v prepričanja, da se ne ukvarja in beži v preteklost ali se sprašuje zelo o prihodnosti, ampak da svoje moči zavedanja usmeri v sedanji trenutek. Za nazaj ne moremo popravljati. Treba je živeti z boleznijo in kot ženo rada rečemo, midva obvladujemo bolezen, ne bolezen naju. In s tem živeti je bistveno boljše, kot pa vsak dan trpeti, se sam sebi smiliti, ampak dihati polno pljuča naprej, ustvarjati in razmišljati o tem, kaj bom počel jutri, ne kaj je bilo včeraj. Predlagam ljudem, da sprejmejo to breme, ki so ga dobili v svojem življenju, morda včasih kot enega učitelja, kot en okvir, znotraj katerega lahko zberejo življenje, lahko pa zberejo tudi obup.
Bolečina je objektivno dejstvo, trpljenje je pa običajno izbrano. Če zanikamo to, kar se nam je zgodilo, če se pritožujemo, jezimo na tem, kar se je zgodilo, potem izgubljamo še tiste dni, ki so nam namenjeni. Sprejemanje takega krutega dejstva in iskanje načina življenja v tem težkem obdobju, ki nam vendarle omogoči, da užijemo tisto srečo z našimi bližnjimi, srečo v vsakem posameznem dnevu, je način življenja, ki bi ga v resnici moral živeti vsak od nas, tudi če nima take diagnoze. Z diagnozo se življenje ne konča. Nasprotno, odprejo se neke druge dimenzije sobivanja in sodelovanja. Te človeka spremenijo. Da v sebi najde moč in napravi življenjske korake, ki jih brez te težke preizkušnje morda nikoli ne bi napravil. In poišče ravnovesje v novi realnosti lastnega življenja. Tudi življenje z boleznijo je lahko izpolnjujoče in izkustveno bogato. Odločitev, kako se bomo z izzivom bolezni soočili, pa je na koncu koncev vendarle samo naša.